Čokolešnik, ki ga poznamo, vsebuje veliko belega sladkorja in manj kakovostne sestavine. Domači čokolešnik pa lahko hitro pripravimo iz polnovrednih sestavin. Kakšnih in kako, nam bo pokazala Sabina Topolovec. Čokolino, čokolešnik, le kdo se ne spominja teh dobrot iz našega otroštva. Tudi naši otroci še vedno lahko to uživajo. Ampak vemo, da je v teh stvarih ogromno belega sladkorja, ogromno povsem razvrednotene pšenice, ki se v hipu razpusti v takšno kašico. Tudi ostale sestavine niso ravno najboljše kakovosti, lahko pa mi nekaj podobnega pričaramo v svoji kuhinji, uporabimo čisto polnovredne sestavine, precej zmanjšamo sladkor, vse skupaj pa še prijetno začinimo. Vam kar pokažem, kako. Ko se lotimo priprave domačega čokolinota, čokolešnika, uporabimo polnovredne sestavine. Jaz bom tokrat uporabila polnovredni pirin zdrob, ovsene kosmiče, seveda mlete pražene lešnike, nekaj kakava, nekaj polnovrednega sladkorja in pa začimbe. Tokrat bo to cimet, ingver, vanilja in kardamom. Naša osnovna sestavina bo kar pira, in sicer pirin zdrob. Pira je nasploh zelo blagodejno živilo, vsebuje veliko več beljakovin kot pšenica, kar še enkrat več, pa tudi gluten, ki je za marsikoga veliko lažje prebavljiv. Tako da, če vam to predstavlja težavo, bo pira izvrstno živilo. Nekoč sem nekje prebrala misel enega modrega človeka, ki je zapisal, da če bi kdaj zares zbolel, bi se umaknil na eno goro, s sabo vzel pa zgolj pirino zrnje in vodo. Tako da to se mi je zelo dotaknilo. Naslednja stvar, ki jo bomo uporabili, so ovseni kosmiči. Vsi vemo, da so ovseni kosmiči eno izmed živil, ki je zelo priporočljivo za naše zdravje. Vsebuje namreč obilje vlaknin, pa tudi beta-glukanov, ki varujejo naše srce in ožilje. Hkrati pa so ovseni kosmiči, kot vidite, tudi nekoliko bolj grobe strukture, kot je sam zdrob, tako da bo vseeno pod zobmi nekaj tudi potrebno pregrizniti oziroma uporabiti sploh zobke. To zelo krepi našo čeljust, naše zobovje, tako da je vsekakor zelo dobrodošlo. Če pa vas to moti, pa lahko ovsene kosmiče čisto preprosto tudi zmeljete v kakšnem kavnem mlečku, na primer. Seveda ne bo šlo brez tudi sladkega okusa, zato bomo uporabili polnovredni trstni sladkor, maskavo sladkor. Jaz mu vedno pravim, da je živ, ker se kar tako premika. Nič hudega, če je takšne bolj temne barve, naj vas to ne zmoti, kajti naslednja sestavina, ki jo bomo dodali, bo ravno tako temen kakav. Pri kakavu smo vedno zelo pozorni, da uporabimo ekološko pridelani kakav, kajti žal je kakav eno izmed živil, ki vsebuje lahko kar precej veliko ostankov težkih kovin. Nas pa kakovosten kakav zelo dobro obogati z obiljem pomembnih mikrohranil, naj omenim samo recimo železo, pa magnezij, pa še marsikaj drugega, kar naše telo zagotovo potrebuje. Podari nam tudi veliko energije. Edino pazimo pri čisto majhnih otrocih, seveda kofein kot stimulans, ki je prisoten deloma v kakavu, ni najboljša izbira za naše malčke. Lahko pa njim v ta namen damo recimo kakšen nadomestek, predvsem fino mleta rožičeva moka, bi ravno tako se odlično prilegla v domač čokolešnik. Lešnik, čokolešnik. Tudi lešnike seveda dodamo. Najbolje je, če imamo lešnike, ki jih sami nekoliko spražimo in potem zmeljemo. Tako, premešamo in poglejte, tole resnično že po samem videzu se močno približa tistemu, kar poznamo iz trgovine. Za konec pa dodamo le še nekaj slastnih začimb, ki bodo poskrbele med ostalim za naš krvni sladkor. V tem oziru sta pomembni zlasti začimbi ingver in pa cimet. Vsaka na svojem koncu držita oziroma zapirata pipico, da se ta krvni sladkor čim hitreje vsrka v naše celice oziroma da upočasnijo prehod v krvni obtok. Tako, torej nekaj ingverja bomo dodali. Vidite, da ne skoparim z začimbami. Ko se enkrat potopite v svet začimb, tudi odkrijete, da imajo res izjemne zdravilne moči, to je sedaj cimet. Za boljšo presnovo v naših možgančkih,
Pa hkrati tudi zato, da bojo naši dlesni in zobje obvarovani, pa dodamo nekaj kardamoma. Če to zakuhamo v kravje mleko, pa nam kardamom tudi pomaga, da mleko lažje presnavljamo. Še nekaj vanilje, jaz bom uporabila kar vaniljev sladkor, z dodatkom prave vanilje seveda. To pa je običajno tudi tista edina začimba, ki jo sploh najdemo v podobnih izdelkih iz trgovine, s tem, da tam le redko najdemo pravo vaniljo. Običajno je to kar umetni vanilin, ki s to začimbo razen podobnega okusa nima prav veliko skupnega. Vanilje pa bo poskrbela za še dodatno dozo antioksidantov in pa seveda za še prijetnejše počutje. Takšna mešanica domačega čokolinota pa morda tudi koga obdari, tako da zakaj pa ne? Jaz sem vedno zelo vesela kakšnih pristnih domačih daril, kjer se še kako čuti naša energija, tako da vse skupaj lahko preprosto pretresete v en tak ličen kozarček, še kakšno pentljico in je lahko to čudovito darilo nekomu za rojstni dan, za pod smrekico recimo, se boste že sami spomnili. Lahko pa tudi sami si shranite v lep kozarček in imate potem v shrambi omarici. Sedaj pa še naš najslajši del, ko domači čokolešnik iz takega ličnega kozarčka samo še zakuhamo v vrelo mleko. Jaz sem uporabila riževo mleko z dodatkom lešnikov, tako da se bo čudovito spojilo z našo kašico, v kateri so ravno tako lešniki, pirin zdrob, ovseni kosmiči, maskavo sladkor in pa začimbe. Čisto preprosto gre, to ni instant različica, kakršno poznamo iz trgovine, ampak z eno takšno metlico zlahka umešamo, počakamo, da zavre, kuhamo približno 5 minut, pustimo še toliko časa pokrito, v tem času se jed lepo zgosti, potem pa postrežemo. Ja, nič, ne preostane nam drugega, kot da končno uživamo v tem, kar smo ustvarili, v tem slastnem prepletu lešnikov, kakava, začimb. To je kvečjemu še veliko, veliko boljše po okusu, kar pa se zadeva zdravstvene dobrobiti, pa mislim, da ni tukaj več za povedati. Dober tek!